Kaj je tisto, kar ti je TEDx dal? Kako je tvoja ideja prodrla v svet? Mislim, sigurno je košček v mozaiku, definitivno je pomemben košček. Pa tukaj mogoče, če bi se navezala na to, da pri pripravah, ki so bile s trdo roko, zelo dobrodošle, tudi mene so skritizirali tukaj, da se mi je grozno me že zdelo, kaj sem se jaz podala, ampak seveda to na koncu rezultira v dober rezultat. Kaj smo mi skozi imeli pred očmi? Ja, so rekli, super ideja je, ampak moraš si predstavljati, da publika, ki te bo prišla poslušati, je bistveno, da ko bo prišla noter, pa ko bo odšla, se jim bo nekaj spremenilo, neko razmišljanje v glavi. In to je bistveno pri sami tisti ideji oziroma tem, kar ti poveš. Je pa seveda stresno, poleg tega, da moraš piliti to zadevo do konca, vsako besedo, vsako veco, vsak poudarek. Mi smo imeli tedenske sestanke in se je bilo treba na rdečo piko postaviti in vse povedati. In pol jih je bilo najmanj 5 ponavadi in vsak je nekaj svojega skritiziral. In poleg vsega skupaj je treba gledati še na časovnico, ker ura se ti vrti in moraš biti do pike natančen, ker je omejeno z sekundami in definitivno to dobrodošlo in zelo, zelo dobra izkušnja, ki ti ostane. V smislu tudi, pa sem tukaj tudi navezala, kako neko idejo, ki jo imaš bolj koncizno interpretirati in predstaviti publiki, ki jo imaš pred sabo. Ker nekaj, kar je meni recimo pomembno pri resnici pa lažje, glede na to, da je bil to moj govor, ni nujno, da nekomu drugemu. Se pravi, kako res to koncizno skomunicirati. In ja, moj govor se gleda, se posluša, še vedno dobim kakšen feedback ali od študentov, ali od kakšnih strank, sem si pa to potem pogledal, pa sem poiskal, pa se mi zdi res ful dobro, nisem tega vedel, da dejansko recimo kolažeš, to danes vam povedala, ker mi je tako izjemno, pa zelo dobra popotnica, kolažeš dejansko si fizično bolj šibek. Dokazano, znanstveno dokazano, ker so delali te z roko ali pa da razkleneš to, se pravi živeti v resnici, govoriti resnico, biti v tem flowu pomeni fizično biti močnejši in sam s sabo in posledično si bolj tudi uspešen, avtentičen, če ne tako naprej. Bi se navezala na ta tvoj poslovni vidik, bi rekla, da je TEDx govor ali pa tvoj nastop na TEDx odru ali pa tudi to, da si bila ali pa da si članica te naše velike družine, bi rekla, da ti je to odprlo tudi kakšna vrata? Težko rečem, da samo to, ampak zagotovo pa neka dodana vrednost pa je, definitivno. TEDx je z mano ostal, z mano živi, tako da stalno spremljam dogodke, če je možno se kakšnega tudi udeležim, o tem govorim. Spremljam tudi kakšne druge tuje govore, ki so, kako naj rečem, pomembni ali pa taki ekstra, veliko njih je. Torej si zavrtiš na YouTubeu? Si zavrtim, ja. Tako je, tako. Sem ostala v stiku z eno izmed bivših članic vaše ekipe. Danes sem pa tukaj, ker se mi zdi to doprinos in sebi in seveda družbi, da se širijo take ideje, ki so vredne širjenja in ki so res nekaj posebnega. To je ta skupnost, ki smo jo zdaj že nekajkrat omenili. Jaz sem ostal v stiku z Ivo, ki je moja žena. Iva je bila del... Ne. Ko sem prej omenil, da je bila v Berlinu, pa smo bila... No, me veseli, da ohranjamo dobre stike, ampak zakaj pa bi, Bernarda, če ostanem za hip pri tebi, zakaj bi rekla, da je pomembno in ne samo pomembno, ampak potrebno podpreti pod eni vrsti neko to prostovoljstvo in po drugi strani ideje vredne širjenja. Zakaj je treba v ljudeh nekaj vzbuditi? To se mi pa zdi, da z leta v leto, ali bom rekla z tedna v teden, se mi zdi to bolj pomembno. In zaradi blaznega razvoja, to, kar je že povedal, tehnološkega, o tem, da je vedno težje ločevati neko resnico, če se spet navežem na svoj govor, od laži, kaj se dogaja, kaj v tehnologiji, kaj je skonstruirano, kaj je dejansko,
Do tega tudi kakšne grozne stvari se po svetu dogajajo, vojne, a ne, in je treba vedno bolj sidrati in iskati to protiutež in to kritično maso ljudi, ki smo sprememba, ki delamo na pozitivi, ki premikamo ta svet v neko drugo smer, kakor je zdaj. In zaradi tega se mi zdi tudi pomembno to združevanje. Aljoša, bi kaj dodal? Ja, mislim, pač zaskrbljujoče je, kako je razmah sodobnih tehnologij pač uspešen pri, ne vem, manipulaciji z našo pozornostjo, kako pravzaprav vsi njihovi poslovni modeli počivajo na tem, da je vse super fragmentirano, mikrodozirano, da takoj sproža ta poceni dopamin. In zato je ravno to, o čemer sva kramljala z Alešem pred začetkom dogodka, da se pač, ne vem, poglobimo v neke ideje, ki nam odpirajo zavest, ki nam širijo obzorja, ki nam mogoče vsadijo kakšno neprijetno resnico, poudarjam resnico, z nas sprožijo konflikt, zaradi katerega smo pripravljeni rasti in napredovati. Ne? In ravno ta plejada idej, ta milje govornikov, govornic, je tisto, kar pač to blagovno znamko dela tako imenitno in tako pomembno. In zato pač, kot zapišem, ne copy-paste, copy-paste. Se pravi, živimo v dobi imitacij in iritacij, kjer pač se oziroma nas monetizirani matematični modeli, kar so algoritmi, usmerjajo v točno določene oblike razmišljanja, posledično čutenja in seveda ravnanja, torej v nekne imitacije. Takšen moraš biti, to moraš doseči. In zato premalo kopljamo po sebi. In tako, da v Velenjskem rudniku je krasna prispodoba za to, da pač imaš res nek diapazon idej, ki te opolnomočijo, ki te oplemenitijo in se dogajajo še v tej globini, ker pravim, da je raj znotraj in zato pokukati vase in si nastaviti ogledalo, kar zagotovo pač vi počnete z vašimi dogodki, je v današnjem svetu teh poceni dražljajev in zaslomb in našega potapljanja v zaslone zelo, zelo pomembna stvar. Tako da še enkrat čestitke za vaše poslanstvo, za prostovoljstvo in seveda za ves zagon in silo, ki jo imate in obnavljate. Hvala. Bom rekla hvala v imenu vseh